Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki dneva. Zaradi vdora mulja in vode tragedija v premogovniku Velenje. Celjski ljubitelji smuke so se razveselili začetka sezone na Celjski koči. V Žalcu so pripravljeni na 17. Bumfest. Šentjurčani praznih rok iz gostovanja v Šenčurju. V nesreči, ki se je včeraj zvečer zgodila v premogovniku Velenje, je življenje izgubil en rudar, dva še iščejo, a je verjetnost, da jo najdejo živa, zelo majhna. Nesreča se je zgodila na čelu jame, kjer je prišlo do vdora mulja in vode. Inšpekcijski nadzor vzroka nesreče še poteka, mestna občina pa je do nadaljnjega v znak žalovanja odpovedala vse javne prireditve in dogodke. Na odkopu v jami Preloge je prišlo do nepričakovanega vdora materijala na odkop. Na odkopu je takrat delalo 14 zaposlenih. 11 zaposlenim se je uspelo umakniti, rešiti, medtem ko pa 3 zaposleni so ostali v območju, ki ga je zasul ta material. Material je predvsem, kar smo videli danes, mokra glina. Po prvih podatkih smo imeli, da je prišlo do vdora peska in vode. Kot kaže, vdora vode ni bilo veliko, predvsem gre za tu moker glinen material, ki je tudi zelo težek za odstranjevanje kot takšen. Mi smo včeraj potem uspeli priti do prvega ponesrečenca iz tega materiala odkopati. Žal ni preživel. Do 2 drugih pogrešanih se še nismo uspeli prebiti. Prva takšna zmaga, ki smo jo danes imeli, je bilo vzpostavljanje transporterja. Namreč to je na delu odkopa, kjer imamo vzpostavljen glavni odvoz, ta odvoz iz premoga kot takšnega ven in ni na strani, kjer bi lahko material in opremo dovažali z našimi šarfi, torej s to opremo, ki je predvidena za transport opreme. Temveč smo morali praktično na roke spraviti na delovišče lažji transporter in pričeti z ročnim odstranjevanjem materijala na tem delu, kjer je iz proge proti odkopu. Tega ponesrečenca, ki so ga našli včeraj, so ga našli že naši jamski reševalci. Namreč včeraj je bila takoj sprožena reševalna akcija, takoj je bil vzpostavljen reševalni štab, takoj so bili aktivirani tisti reševalci, ki so bili takrat na smeni v jami in celo nekateri naši reševalci so bili na delovišču samem in so takoj pristopili k reševanju. Namreč vedeti morate, da takšen pojav spremlja tudi zaplinjanje jame in je potrebno delati to v maskah. Trenutno smo potem zračenje separatno uspeli vzpostaviti, tako da delo v maskah ni več potrebno in delajo mešane ekipe reševalcev in pa delavcev, ki so izurjeni za takšno delo. Globoko sem prizadet nad nesrečo, ki je pretresla ne samo premogovnik Velenje in Šaleško dolino, ampak celo Slovenijo. In danes smo v srcu vsi rudarji. Jaz bi rad ob tem izrazil sožalje družini in svojcem preminulega rudarja, hkrati pa se zahvalil reševalni ekipi, ki vlaga nečloveške napore v to, da bi prišla do ostalih 2 ponesrečencev in dokler bo upanje živo in živo je, vem, da ne bodo odnehali. In prav je tako. Danes smo se z vodstvom dogovorili 2 stvari na pogovorih. Prvo je, da se, dokler traja reševalna akcija, da se ustavi proizvodnja na vseh ostalih odkopnih poljih. In drugo, da se vzpostavi poseben program pomoči za družine preminulih, zato da se jasno pove, da bosta in vodstvo in država poskrbeli za to, da družine ne ostanejo same. Potem bi rad poudaril še to, da verjamem, da se nesreče dogajajo, na nas pa je, da naredimo vse, tako z varnostno kulturo, kot tudi z vlaganji v tehnologije, da kakršnekoli
posledice takih nesreč in naravnih pojavov čim bolj omilimo. Lahko zagotovim, da bo tudi v bodoče v Premogovniku Velenje za te namene na razpolago dovolj sredstev in da se varnostna vlaganja na noben način ne bodo zaradi bodočih sprememb kakorkoli zmanjševala. Ljubitelji smučanja so se včeraj razveselili novice, da se je na Celjski Koči začela letošnja smučarska sezona. Na Celju najbližjem smučišču so odprli progo CK1, otroški poligon in sankališče. Smučanje je med tednom možno med 16. in 20. uro, ob vikendih pa tudi dopoldan. V družbi ZPO, ki upravlja s Celjsko Kočo, so v minulih dneh uspeli progo na Celjski Koči ob nizkih temperaturah urediti do te mere, da so lahko v ponedeljek popoldan smučišče tudi odprli. Res smo kar dolgo čakali, da bodo razmere, temperature primerne, da bomo lahko zasneževali. Žal je bilo snega premalo, zato smo si pač pomagali z zasneževanjem in naredili tehnični sneg. Že ta vikend je nam uspelo odpreti otroški poligon, no z včerajšnjim dnem pa ponujamo tudi smuko na progi CK1. Kaj več pa zaenkrat ne upamo obljubiti, ampak predvsem si želimo, da bi ta sneg zdržal vsaj nekje do konca počitnic, da bi ta čas lahko ponudili Celjanom, Celjankam, pa tudi okoličanom to smučarsko doživetje na Celjski Koči. Smučišče bo med tednom obratovalo od 16. do 20. ure, ob vikendih pa med 9. in 16. ter od 17. do 20. Minuli konec tedna sta tako številne obiskovalce že privabila otroški smučarski poligon in sankališče. V prihodnjih dneh so sicer znova napovedane višje temperature, zato v ZPO-ju kljub želji po zagotovitvi čim več smučarskih dni ne morejo napovedati, kako bo z nadaljevanjem sezone. To je veliko vprašaj glede na temperature, ki se res obetajo, ampak bomo poskušali, da imamo dovolj višine te snežne površine, da bi pač se prehitro potem sneg ne stalil. V času obratovanja smučišča bo odprta tudi Koča, ki ima sicer novega oskrbnika. V bistvu je oskrbnik gospodar Koče od 1. novembra dalje. Seveda prizadevamo si, da bi ta ponudba bila pisana na kožo po povpraševanju. Najemnik se trudi s ponudbo različnih jedi na žlico, sladic in pa zagotavljanjem nedeljskih, torej vikend kosil. Tako da za vse okuse bi želeli, da je poskrbljeno. Tako kot vsako zimo, tudi letos na Celjski Koči gostijo skupine otrok iz pobratenih mest. Spomladi pa tja prihajajo tudi otroci iz celjskih vrtcev. V prejšnjem tednu smo gostili tudi otroke iz Baške, iz pobratenega mesta. Tudi v prihodnjih dneh, torej tednih, pa gostimo še več šol. Eno smučarsko šolo, pa enako kot v lanskem letu tudi vrtce, ki se bodo zvrstili vse tam od marca pa do konca maja. Tako da bo kar pestro tudi za te otroke. Predvsem pa to doživetje na Celjski Koči smo jim pripravili različne animacije, športne aktivnosti. V primeru slabšega vremena jih popeljemo tudi na kegljišče, na bazen, tako da res lahko izkusijo ta razna športna doživetja. Za smučarsko vozovnico na Celjski Koči boste odrasli morali odšteti med 11 in 20 evri. Cenejše vozovnice pa ponujajo otrokom, mladim in seniorjem. V petek, 24. januarja, se bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu začel 17. mednarodni festival tokalnih skupin Boomfest. Gre za edini slovenski festival tokalnih skupin, ki poteka pod okriljem Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Sofinancirata pa ga tudi občina Žalec in Ministrstvo za kulturo. Tradicionalni mednarodni festival tokalnih skupin Boomfest, letošnji že 17. po vrsti, je pred vrati in v ta namen so včeraj dopoldan v Žalcu pripravili tiskovno konferenco, kjer so predstavili njegov podrobni program. Kot doslej bo festival tudi letos potekal v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu in sicer prihajajoči vikend od petka 24. do nedelje 26. januarja. Prvi dan, v petek 24. dopoldan, je rezerviran za matineje za šole, ki so v zadnjih letih odlično obiskane. Te bosta letos kar dve v spremljevalnem programu, ki mu, kot je povedal programski direktor festivala Dejan Tomše, dajejo velik poudarek.
Velika teža našega festivala so matineje za osnovnošolsko mladino, se pravi matineje, ki potekajo v petek, prvi dan festivala dopoldne, 2 zaporedoma. To so šole od Vranskega do Frankolovega, Šentjurja, Laškega, Celja, Velenja. Se pravi, ves tak krog potegnemo, pridejo otroci sem, se imajo dobro, spoznajo različno glasbe in to nas navdaja z eno toplino. Petek 24. januarja ob 18. pa prinaša slavnostno otvoritev festivala in večerni koncert z gosti in presenečenji. Nastopili bodo skupina Tavana s špansko plesalko flamenka El Ayalo, izvajalci so iz Avstrije, Nemčije in Španije ter v nadaljevanju Stop, slovenski tolkalni projekt, ki muzicira že 25 let, in pa Maja Kevc, ki je tudi ambasadorka letošnjega 17. Bumfesta. Sobota 25. januarja dopoldan pa je rezervirana za ustvarjalne delavnice za vse, ki to želijo. Glasbene delavnice so eden od pomembnih deležev vsakoletnega festivala. To so delavnice za laično in strokovno publiko, se pravi, da se spoznavajo z ritmi, z inštrumenti, z igranjem, z drugimi kulturami, skratka, en tak pedagoški moment Bumfesta. V večernem koncertu v soboto 25. januarja ob 18. uri pa bodo nastopili Čajnari Drums iz Bolgarije z mladimi profesionalnimi izvajalci bolgarskih ljudskih plesov, glasbe in pesmi, v nadaljevanju pa še Nežika Prosenjak, naša klasična tolkavka, ki živi in ustvarja v Švici, ter zatem še Slovenska tolkalna fronta z ambicioznimi dijaki Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Nedeljski program letošnjega Bumfesta pa prinaša dopoldan glasbene delavnice, ki pa bodo tokrat ozko strokovno usmerjene za glasbene ustvarjalce. Torej pester in zanimiv program. Kakšna pa je njegova letošnja značilnost ali morda drugačnost? Vse v enem. Drugačnost ali pa rdeča nit Bumfesta je zmeraj ta, da smo sila raznovrstni, da ljudje, ki pridejo na festival, recimo vse 3 dni, da dobijo zelo širok spekter različnih kultur, glasbe in vsega, kar pritiče glasbi in tolkalom. In tako je tudi letos kontrast bolgarski tradicionalni glasbi, španski flamenko, slovenska, bom rekel, pop diva Maja Kevc, tolkalci Stopa. Vse to je zelo različno in zelo narazen, ampak na Bumfestu je to zelo skupaj. Bumfest je edini festival tolkalnih skupin na Slovenskem in v Žalcu poteka od leta 2007 pod okriljem tamkajšnjega Zavoda za kulturo, šport in turizem, sofinanciranjem občine Žalec in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Kako pa vidijo pomen festivala v Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec in kakšen je njegov pomen v glasbenem smislu, pa nam je povedal direktor zavoda, sicer sam aktivni glasbenik, ki je tudi že sodeloval na Bumfestu, magister Marko Repnik. Ja, predvsem se mi zdi, da v 17 letih je dobil Bumfest velik pomen tudi v izobraževalnem vidiku. To pomeni, da bi si želeli glasbeniki pravzaprav tak festival iz vseh področij, tudi iz trobilnih sestavov pa spihalnih sestavov. To je vsekakor koristno, kot je direktor sam omenil, so v bistvu to ljudje, ki so od mladih nog spremljali ta festival in se na podlagi tega dobre izkušnje tega festivala odločili tudi za profesionalno pot, potem naprej študija na Akademiji za glasbo in širše. Tako da jaz ga jemljem kot v bistvu predstavitev teh dobrih praks iz področja tolkalne umetnosti in vsekakor dobrodošlo in cenjeno, in jaz samo upam, da bo ta Bumfest zdržal še več let in da bo dejansko to svoje poslanstvo tudi izpolnjeval še naprej. Torej, da se bojo mladi odločali za poklic, ki vsebuje igranje tolkala, in pa da seveda bo publika, ki je že v teh letih dokaj izobražena, tudi ustrajala pri tem in to spodbujala. Seveda je med občinstvom tudi za letošnji Bumfest v Žalcu izjemno zanimanje in kaj dosti vstopnic menda ni več na voljo.
Košarkarji Šentjurja so v 15. krogu košarkarskega državnega prvenstva izgubili na gostovanju v Šenčurju, ki je bil boljši 67-62. To je bil letošnji 8. poraz Šentjurčanov, ki so s 7 zmagami trenutno na 7. mestu prvenstvene lestvice. Čestitke Šenčurju za zmago. Mi smo se borili do zadnjega. Pozna se nam skrajšana rotacija na visokih pozicijah. Gremo analizirati, trenirati naprej in se pripraviti za naslednjo tekmo. Košarkarice Cinkarne Celje so drugo tretjino državnega prvenstva zaključile z visoko zmago proti ekipi Domela iz Škofje Loke. Aktualne državne prvakinje so bile v dvorani gimnazije Celje Center od Gorenj boljše z izidom 114-49. Cinkarnarke bodo v soboto zadnjo tretjino državnega prvenstva odprle z domačo tekmo proti Domžalam. Z nami je tekma z Domelom. Mislim, da smo v tekmo vstopile odločno, skoncentrirano. Tako smo tudi nadaljevali čez celotno tekmo. Mislim, da smo se držali tega, kar smo se dogovorili in pa, da bomo še nekaj nadgradili stvari v obrambi. Napad nam je stekel tako, kot smo si želeli. Sedaj pa nadaljujemo s tekmami. Mislim, da smo pokazali, da se naša forma dviguje in da je tudi naša fizična pripravljenost na vedno višji ravni. Zdaj moramo nadaljevati s trdim delom, da bomo najboljše, ko bo to najbolj potrebno, takrat, ko se bo odločalo o lovorikah. Jutri bo v zahodnih krajih oblačno z občasnim rahlim dežjem. Drugod bo sprva po nižinah precej nizke oblačnosti, ki se bo popoldne večinoma razkrojila razen v Prekmurju. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, na Primorskem okoli 5. Najvišje dnevne od 4 do 10, v Prekmurju malo nad 0 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, le na severovzhodu bo dopoldne še nekaj jasnine. Na zahodu in deloma v srednji Sloveniji bodo čez dan rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile ter razširile nad večji del države. Pihal bo jugozahodni veter. Meja sneženja se bo čez dan nekoliko dvignila in bo na okoli 1600 metrov nad morjem. V noči na petek pa se bo nekoliko spustila. V petek bo sprva oblačno, čez dan se bo notranjosti države delno razjasnilo. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.